Torej, spoštovani in spoštovane, nadaljujemo z letošnjim ciklusom predavanj z naslovom Psihologija stresa, travme in posttravmatske rasti. To je 5. predavanje in danes bom spregovoril o več zadevah. Prva je tale. Gotovo ste v zadnjem času opazili, da prek medijev vedno znova povabijo na kratko, sicer za minuto ali par minut, koga, da pove kaj o pandemiji, zlasti o stiskah in težavah, ki jih povzroča. V zadnjem času je beseda tekla predvsem o tem, kako vse to vpliva na otroke. In praviloma so povabljeni psihologi, psihoterapevti, mogoče kdaj tudi kakšen psihiater, še kakšen drug človek, skratka ljudje, ki se srečujejo z otroki, tudi z drugimi ljudmi in vedo povedati, kako vpliva na vse skupaj pač pandemija koronavirusa. To je ena tema, s katero se bom ukvarjal na bistveno drugačen način, kot je to v navadi. V medijih običajno slišite kakšne nasvete, predloge, kako omiliti težave z osamljenostjo, z izoliranostjo, kako vplivati, da bi bili medsebojni odnosi vendarle malo bolj intenzivni, kot lahko so, predloge, kaj naj naredijo starši recimo doma, ko imajo otroke, kaj naj naredijo drugi ljudje, drug z drugim. Skratka, gotovo je veliko psihologije, psiholoških idej in nasvetov, kaj vse bi bilo mogoče narediti, bi bilo koristno narediti in kaj vse ljudje lahko naredijo. To je ena tema. Druga tema, s katero se želim ukvarjati, je povezanost med 3 besedami, ki so v naslovu današnjega predavanja, to je zdravje, sreča in blagostanje. Skušal bom pokazati, kako so vsi 3 izrazi med seboj neločljivo povezani oziroma prepleteni. In tretja zadeva, tretja tema, s katero se bom ukvarjal, upam, da bom končno vendarle uspel narediti to, kar že nekaj časa skušam narediti. Komentiral bom še en droben zapis, pravzaprav ta zapis zajema 2 matema, zelo preprosta matema, Lacanova matema, in poskušal povedati, kaj je bistvo, kaj je jedro ne samo današnjega predavanja, kaj je moje temeljno sporočilo, ampak tudi, kaj je temeljna ideja letošnjega ciklusa. Zdaj pa, če gremo kar po vrsti, kaj na zaslonu vidite zelo preprosto shemo oziroma nekaj podatkov o tem, kateri so glavni razlogi za to, da na svetu v enem letu umre kar nekaj milijonov ljudi. Torej, zakaj dajem te podatke Svetovne zdravstvene organizacije na zaslon? Ne zato, ker bi hotel biti ciničen, tako kot so nekateri, ki opozarjajo, da je čisto nepotrebno se tako veliko in tako dramatično ukvarjati z novim koronavirusom, ker v istem času, v enem letu na svetu umre neprimerno več ljudi zaradi drugih razlogov, kot je koronavirus, pa ni videti, da bi se kdo zaradi tega tako dramatično vznemirjal, kot se v zadnjem letu zaradi virusa. Seveda v nekem smislu do določene mere je to čisto res. Zato je tudi na začetku mojega današnjega predavanja so ti podatki. Res je, dejstvo je, da vsako leto
v povprečju umre veliko milijonov ljudi, zlasti zaradi teh vzrokov, ki so tukaj našteti. To so kardiovaskularne bolezni, zaradi odpovedi srca, zaradi kapi, zaradi pljučnih bolezni, zaradi diabetesa, zaradi odpovedi ledvic in tako dalje. In k temu bi lahko dodali še kakšne druge podatke, ampak ni potrebno. Dejstvo je, da dejansko po zadnjih podatkih je v približno, torej v enem letu pandemije za koronavirusom umrlo nekaj več kot 2 milijona in 100 tisoč ljudi in okuženih je zdaj že več kot 100 milijonov. Ampak zakaj je ta razlog, ta argument, češ, veliko več ljudi umre zaradi drugih bolezni, pa se ljudje ne vznemirjajo tako zelo in ni tako dramatičnih posegov v naše življenje kot zdaj ob pandemiji koronavirusa, zakaj je torej ta argument prekratek? In temu bi dodal še drugo vprašanje, zakaj je prekratko razmišljanje, na katerega tudi vedno znova naletimo, to je razmišljanje psihologov, ki pač poskušajo dati kakšne nasvete, kaj vse naj ljudje naredijo, da bo pač bolj znosno živeti ali pa kaj podobno. Torej, imamo na začetku dve vprašanji. Zakaj toliko vznemirjenja, zakaj toliko nasvetov, kaj vse narediti? Podobno bi lahko ljudje bili vznemirjeni in bi se tako veliko ukvarjali z razlogi, zaradi katerih umre mnogo več ljudi v enem letu. Zapravi, zakaj ljudje uživajo toliko, ne vem, sladkorja, nasičenih maščob, alkohol uživajo, druge substance, zakaj je toliko samomorov, depresivnih stanj in tako naprej. Kaj bi bilo treba narediti, da bi bilo vsega tega manj? Torej, zagotovo se ne govori tako veliko in vsak dan o teh razlogih, ki povzročijo mnogo več smrti, kot se govori o novem virusu, pandemiji in vsak dan spremljamo številke in debate in argumente in tako dalje in tako dalje. To je eno. In drugič, zakaj toliko psiholoških nasvetov, kaj vse narediti, ko bi ravno tako lahko pričakovali, da bodo dnevno ali pa zelo pogosto ne samo psihologi, tudi drugi strokovnjaki govorili ljudem, imeli predavanja, jim razlagali, svetovali in tako dalje, kaj konkretno narediti, da na primer ne bo toliko ljudi umrlo zaradi diabetesa, da ne bodo ljudje toliko sladkorja užili, rdečega mesa in tako dalje in tako dalje. Torej, gotovo gre za neko svojevrstno napetost med temi vprašanji, med ugotavljanjem, da obstaja določena razlika. Seveda bi lahko najprej rekli, koronavirus je smrtonosen, ampak tudi uživanje sladkorjev je smrtonosno, tudi uživanje alkohola je smrtonosno, mogoče ne tako na prvi pogled ali pa na prvo žogo, kot se reče, pa vendarle drugače ne bi bilo toliko smrti, kot jih je. Torej, ta argument je šibak. Gotovo je virus smrtno nevaren, gotovo je, tudi zdaj imamo cel kup težav, da še nimamo vakcine oziroma tudi dobivamo jo, ampak izgleda, da bo to mnogo dlje trajalo, kot pa se je obljubljalo. Dalj časa bo trajalo, da bodo ljudje precepljeni, kot je bilo na začetku rečeno, ampak temeljno vprašanje ostaja. Kaj se dogaja? Zakaj je pandemija koronavirusa tako bolj dramatična od ostalih zadev, ki sem jih do zdaj naštel, omenil, ki povzročajo mnogo več trpljenja, mnogo več ljudi vsako leto umre. Torej, kaj se tukaj v resnici dogaja? In seveda, psihološki odgovori so prekratki. Prekratki so seveda do določene mere veljavni, res je, ljudje trpijo, otroci trpijo, ne morejo v šole, zdaj nekateri že lahko,
ne morejo se družiti, omejeni so, veliko je depresivnih stanj, tudi razmišljanje o samomoru. Vse to je res. To je nesporno. In ni toliko pomembno, zdaj to vsak dan ponovimo ali ne. Pomembnejše je nekaj drugega in o tem želim govoriti. Namreč ne, da zdaj ponavljamo, kako je hudo in trpljenje in gor in dol, ampak da povemo še nekaj novega, še nekaj malo bolj poglobljenega. To je moj namen in v nadaljevanju bom to tudi naredil. Še prej bi na kratko omenil, kako ne samo, da je veliko ponavljanja istega, veliko prekratkih razlag vsega tega, kar se dogaja. Kasneje bom pokazal, komentiral na kratko nekaj najnovejših študij, ki kažejo na mnogo bolj dramatične posledice in učinke delovanja virusa, kot sicer ljudje vedo oziroma kot lahko slišimo ali pa vidimo prek medijev, kar je seveda spet svojevrstno vprašanje, zakaj ni na televiziji, na primer, vsak dan ob prime timeu veliko več pojasnil ali pa razlag ali pa razprav, debat o najnovejših znanstvenih študijah, kot pa je pač tega dejansko je. Zakaj je torej tako? O tem v nadaljevanju. Želel sem samo opozoriti še na eno zadevo, namreč zdaj vidimo na Nizozemskem v zadnjih nekaj dnevih množične proteste ljudi, nemire, demonstracije in tako dalje, ker so očitno nekateri ljudje do kraja sfrustrirani, da določenih napetosti preprosto več ne znajo regulirati, ne vedo več, kaj pravzaprav še narediti in sproščajo svoj bes na ulicah. Torej, tukaj sem zdaj zastavil nekaj temeljnih vprašanj, s katerimi se želim ukvarjati. Naslednja zadeva, ki me bo pripeljala do malo bolj poglobljenih, malo bolj kompleksnih odgovorov na zastavljena vprašanja, je razvidna iz naslovnice te knjige. Knjiga, ki prinaša zelo zanimivo razmišljanje o tem, zakaj ljudje tudi, ko veliko vedo, ljudje, ki so inteligentni, razumni, ljudje, ki so dokazano modri, izobraženi, imajo veliko znanja, tolikokrat počnejo tudi stvari, ki so neracionalne, ki so celo neumne, ki so kontraproduktivne ali pa celo nevarne. Torej, to izpostavljam zaradi tega, ker ni tako zelo preprosto, kot se zdi. Ne vem, strokovnjaki, psihologi, pediatri, zdravniki in tako dalje povedo nekaj malega o, recimo, virusu, o stiskah, ki jih doživljajo ljudje, nekaj malega, kako lahko v vsakdanjem življenju s preprostimi potezami poskušamo zmanjševati napetost in tako dalje. Zakaj je vse to prekratko? Tudi ko ljudje vse to vedo, tudi ko jim strokovnjaki vse to povedo, tudi ko jim ponovijo velikokrat, še vedno ostaja neodgovorjeno temeljno vprašanje, ki je v podnaslovu te knjige. Se pravi, zakaj celo zelo pametni ljudje delajo neumne stvari v svojem življenju? Zakaj se zelo inteligentni ljudje tudi odločajo neracionalno in kaj narediti, da bi se recimo odločali pametnejše, bolj razumno, bolj produktivno, bolj kreativno? O tem smo tudi že govorili letos. Zdaj seveda prvi odgovor na to vprašanje je ta, ki sem ga že komentiral, pa ga še enkrat samo na kratko omenjam. Zato, ker vsa vednost, ki jo ljudje lahko dobimo na ta ali oni način, ne pomaga, da bi sesuli svoje fantazme, fantazmatske scenarije. Fantazma je matem, ki je obkrožen tukaj z rdečo, se pravi, gre za razmerja med subjektom in tem, kar imenujemo v psihoanalizi objekt želje. Nobena vednost sama po sebi, pa če imamo še tako veliko, ne zmanjša fantazmatskih scenarijev, je nemočna, ne vpliva nanje, ljudje še zmeraj vztrajajo pri svojih fantazmah. To je eno od temeljnih psihoanalitičnih spoznanj,
In meni je zelo žal, da se tako malo ve o tem, da tako malokrat kaj slišimo v javnosti, recimo prek medijev, pa sploh tako rekoč nič. Ampak to je temeljna struktura. Fantazma je temeljna struktura, skozi katero je scenarij, kot pravi Freud, po katerem ljudje nezavedno živimo, skozi katerega gledamo, opazujemo svet sebe, razmišljamo o svetu in tako dalje. Se pravi, vprašanje, ki bi ga še dodal k že zastavljenim vprašanjem je, zakaj tako malo vemo o tem, kar v temelju določa, kako razumemo svet, ga vidimo, čutimo, doživljamo in tako dalje. Zakaj smo tako slabo opremljeni, da ne samo razumemo lastne fantazme, ampak da tudi kaj naredimo, da jih ne bomo vlekli s seboj skozi življenje. O tem smo že govorili, zdaj bi pa rad spregovoril o nekaterih najnovejših znanstvenih študijah, ki poglabljajo naša spoznanja o tem, kako virus na nas deluje in kako so psihološke razlage prekratke, zlasti takrat, ko nam skušajo dati psihologi, psihoterapevti kakšne nasvete, kaj vse naj naredimo, da bodo učinki izolacije, socialnih omejitev manjši, kot so. Prva študija, ki jo omenjam, je sicer že pol leta stara, je tale. Torej, še enkrat seveda tvegam, da bom ponovil to, kar smo že itak velikokrat slišali, vendar bom nekaj dodal. Namreč, res je, pandemija povečuje, ni res, da jih sama po sebi, o tem sem že govoril, povzroča. Povečuje pač tesnobna stanja, depresivna stanja in tukaj vidite iz naslova te študije, to zlasti povečuje pri ljudeh, ki so tako ali tako že prej bili recimo nagnjeni k tesnobnim stanjem, depresivnim stanjem, ki so bili pod stresom in tako dalje. Lahko bi rekli, da v tem smislu govorimo tudi o istem, o čemer govorijo tudi zdravniki, strokovnjaki, epidemiologi, ljudje, ki se spoznajo na imunske sisteme, na viruse in tako dalje. Govorimo o pridruženih stanjih. Ni res, da ljudje v času, v katerem zdaj živimo, kar postanejo depresivni zaradi koronavirusa. To kratko malo ne drži. Se pa pridružujejo učinki pandemije, izoliranosti in tako dalje, učinkom na ljudi, na človekova duševna stanja, ki so obstajala že prej. In z te seveda perspektive je tudi zelo problematično pričakovanje ljudi, so problematične njihove želje, da bi se radi čim prej vrnili v normalna stanja. Normalna stanja so polna anksioznosti, a veste, so polna nagnjenosti k depresivnim stanjem, so polna stresa in tako naprej. A se res želimo vračati k temu? Ja, seveda ne. Se pravi, tukaj je bolje poskušati razmišljati, ne kako se vračati k prejšnjim normalnim stanjem, ampak kako vzpostavljati nova stanja, kako vstopati v nove medsebojne odnose in tako dalje, kar je stvar tudi kreativnosti, o kateri smo že govorili. Torej, to bi rad samo izpostavil. Zdaj bi pa na to dodal raziskavo, ki je bila objavljena pred dobrim mesecem, raziskava, ki pa je dejansko človeka sezuje in je tudi znanstvenike presenetilo. Namreč, raziskava je pokazala, da lahko virus, vsaj proteini na površini virusa in tudi virus vstopajo v možgane. To pa seveda ni več tako zelo preprosta zadeva, da bi samo zamahnili z roko. Kajti, ko virus pride v možgane, in glede na to, da možgani nadzorujejo delovanje procesov in mehanizmov v celotnem telesu, se pa zadeve zelo, zelo zaostrijo. Namreč v možganih je množica procesov, množica mehanizmov, ki imajo lahko, potem ko so poškodovani, res daljnosežne posledice, ki jih ta trenutek ne moremo niti slutiti.
torej raziskava je pokazala, da lahko virus, da lahko njegovi proteini vstopijo, da lahko premagajo oziroma presežejo te bariere, kot jih imenujemo, ki so v možganih, bariere, ki varujejo, na primer, nevrone, pač možganske strukture pred nevarnimi molekulami, toksini in tako dalje, tako dalje. Očitno je, da virus lahko premaga, predre te bariere in vstopa v možgane, kar je res, res slaba novica. Kar seveda med drugim tudi pomeni, da nekateri simptomi, o katerih ljudje govorijo, očitno ne morejo biti taki, da jih lahko kar odstranimo ali pa premagamo z nekaterimi psihološkimi vajami ali pa z kakšnimi drugimi postopki, ki jih svetujejo psihologi. Tukaj je treba se lotiti zadeve na popolnoma drugačne, nove načine. Seveda, tukaj je samo citat še iz te raziskave, ki poudarja, da se lahko določeni učinki delovanja virusa še okrepijo, učinki, o katerih sicer govorijo vsak dan, recimo na televiziji, ne govorijo pa o tem, o čemer jaz zdajle govorim, da se lahko podaljšujejo in da imajo, kot vidite tukaj spodaj je označeno, da imajo lahko res, res dolgotrajne učinke, torej da lahko dolgoročno pomenijo veliko težav. Torej, z virusom se res, res, res ne gre šaliti. Ne samo, da je smrtonosen, ampak kot vidimo iz te raziskave, ima torej tudi učinke, na katere nismo bili pripravljeni niti malo. Naslednja raziskava, ki jo želim omeniti, je, da določeni simptomi, o katerih že sicer poročajo ljudje, zlasti simptomi, ki so vezani na oteženo dihanje, torej delovanje pljuč in tako dalje, niso nujno samo simptomi, ki nastanejo zaradi tega, ker virus pride v pljuča. Vidimo, raziskava je bila objavljena tako rekoč pred nekaj dnevi, 19. januarja letos, pravi, dokazuje, da virus potem, ko napade možgane, lahko povzroči tudi težave, ki se bodo pokazale na popolnoma drugem delu telesa, na primer v pljučih. Lahko tudi seveda na srcu, lahko tudi kje drugje. Še ena raziskava, ki potrjuje, kako zelo, zelo nevaren je virus. Ne samo, da je nevaren zato, ker prodre v določene dele našega telesa, nevaren je tudi zato, ker prodre v možgane. In še ena raziskava, ki je bila tudi objavljena pred kratkim, raziskava, ki že dokazuje, na primer v Združenih državah Amerike, da se zaradi delovanja virusa že zmanjšuje pričakovana življenjska doba državljanov. Zaenkrat v povprečju nekje za približno 1 leto, pa še nekaj malega, se je že zmanjšala pričakovana doba ljudi. Torej, s tem želim opozoriti, želim poudariti, kako premalo je, če poslušamo recimo psihološke nasvete ljudi, kajti, kot je tukaj tudi podčrtano, potrebovali bomo obsežne programe, oblike varovalnega vedenja, ki se ga morajo ljudje naučiti, da bi se res dobro kosali z pandemijo. Zaenkrat kakšnih res obsežnih državnih, preko države vodenih programov za te namene, o katerih zdajle govorim, ni na obzorju. Obstaja nekaj malega, nekaj drobnega, nekaj, s čimer se v glavnem ukvarjajo nekateri psihologi, tudi nekateri drugi strokovnjaki, vendar smo daleč od obsežnih programov, ki bi jih vodila država. In v tej luči je zelo dramatično, celo na trenutke trpko videti, kako premajhna je zavest, zlasti med ljudmi, ki vodijo državo,
kakšne so v resnici posledice delovanja novega koronavirusa. In smo omejeni samo na ta virus. Kaj šele, če bi zdaj dali v en koš vse to, kar sem že tudi prej omenil, kako obsežni programi bi bili potrebni ne samo za zmanjševanje negativnih učinkov delovanja koronavirusa, ampak tudi za vse druge bolezni, negativne posledice uživanja nezdrave hrane, sladkorjev, alkohola, drog in vseh drugih dejavnikov, ki vplivajo na samomorilnost ljudi, depresivna stanja, anksioznost in tako dalje in tako dalje. Jaz upam, da lahko slutite, kako dramatične so pravzaprav posledice vseh teh dejavnikov na vsakdanje življenje ljudi, ne samo v tem zadnjem letu, ko živimo v pandemiji, ampak tudi že leta in leta in leta nazaj. In seveda s tem se zaostri začetno spraševanje, zakaj tako malo pozornosti, tako malo programov, tako malo govorjenja o izsledkih, kot sem jih zdaj nekaj naštel, ki dokazujejo, kako preozka je pozornost ljudi na delovanje virusa, zlasti seveda, kako zelo, zelo neracionalno je vsako zanikanje delovanja virusa, relativiziranje, češ, sej to ni nič takega, majčkeno drugačna oblika gripe in tako dalje in tako dalje. Jaz upam, da sem z nekaterimi raziskavami, seveda preveč jih je, da bi vse našteval, pa tudi ni potrebno, pokazal, kako mnogo bolj bomo v prihodnjih letih tudi morali biti pozorni na primer na delovanje tega virusa oziroma na učinke, ki jih bodo dolgoročno povzročile poškodbe možganov, ki jih seveda ne moremo zdraviti s preprostimi psihološkimi nasveti ali pa z ugotavljanjem, kako je fajn, da so otroci spet nazaj v šoli, ker potrebujejo socialne stike za zdrav razvoj. Saj to je nesporno, saj v tem noben človek pri zdravem razumu najbrž ne more resno dvomiti. In seveda po drugi strani tudi jasno, kako pravzaprav premalo naredi država, zato da bi z res obsežnimi, sistematičnimi, dolgoročnimi projekti vplivala ne samo na to, kar sem zdaj izpostavil, ampak tudi na to, kar je v naslovu današnjega predavanja, se pravi zdravje ljudi, njihovo blagostanje in srečo. Toliko za začetno ali bolj dramatični uvod v to, o čemer govorim spregovoriti v nadaljevanju. Pravzaprav o čem želim spregovoriti? Kaj je tista temeljna osnovna ideja? Temeljna ideja je ta, ki jo lahko razvijamo iz spontanih občutkov, ki jih ima v vsakdanjem življenju verjetno danes čisto vsak človek. Kaj je ta temeljni vsakdanji občutek, ki ga ljudje bolj ali manj intuitivno prepoznavajo? To je občutek, da delovanje virusa ni samo problem zdravja nekaterih ljudi, zlasti na primer starejših, da to ni samo problem gospodarstva, zlasti seveda nekaterih proizvajalcev manjših, ker megakorporacije bajno služijo. Zadnjič smo lahko zasledili podatek, da so najbogatejši ljudje tega sveta v letu 2020 zaslužili približno 540 milijard dolarjev oziroma zaslužili, tako rekoč padlo jim je v žep. Se to niso ljudje, ki hodijo vsak dan 8 ur v službo, da bi zaslužili ta denar, niso delavci. 540 milijard in če se lahko samo na kratko vrnem k temu, kar sem prej govoril, ali si predstavljate, kako obsežni programi za razvoj blagostanja ljudi, zdravja in sreče bi lahko nastali, če bi teh 540 milijard dolarjev uporabili. Tako rekoč nepredstavljivo je, kako hitro bi se lahko in kako dramatično povečalo blagostanje velikega števila ljudi na tem svetu. Ampak teh 540 milijard je šlo v roke dejansko nekaj posameznikov, nekaterih.
nekaj, lahko jih preštejete na prste obeh rok. Torej, to ni samo problem zdravja in gospodarstva, pa mogoče še te ali one politične stranke ali pa morda nekaterih ljudi, ki ne vem, ali zanikajo virus, pandemijo, ali pa nekaterih ljudi, ki ta hip protestirajo recimo na Nizozemskem, češ, da so preveč omejeni ali pa da vlada ne dela dovolj dobro. V resnici je problem mnogo globlji. Ta intuitivni občutek lahko prevedemo v spoznanje, da je pravzaprav na neki drugi ravni, morda celo na neki ontološki ravni, nekaj narobe na svetu, v katerem živimo. Da je pandemija virusa morda zgolj zaostrila probleme, s katerimi smo se soočali že prej, pa smo morda lažje skozi lastne fantazmatske scenarije verjeli, ne vem, v rast, da je še kar vse v redu na svetu, da je zdaj bolje, kot je bilo pred 50 ali pa 100 leti, da nimamo več svetovnih vojn in tako dalje. Morda smo lažje tako razmišljali. Danes je očitno težje razmišljati. In če k temu dodamo še najnovejše spoznanja o podnebnih spremembah, ki so mnogo dramatičnejše, kot se je še zdelo leta nazaj, morda nekaj let nazaj, potem mislim, da smo zastavili dobro vprašanje. Vprašanje torej je, kaj če je ontološko, se pravi v temelju naših eksistenc, v temelju naših načinov, kako živimo, nekaj narobe. Ne trdim, da je zdaj generalno vse narobe, to bi bilo seveda neumno, ampak vprašanje mislim, da je na mestu. In v tej luči lahko nadaljujem. To je bilo samo za intermezzo stavek, ki ga je izrekel Ludwig van Beethoven, samo za prehod k temu, o čemer želim govoriti v nadaljevanju. V nadaljevanju bi rad izhajal iz nekaterih idej, ki jih je na tako res dober način v enem zelo posebnem času artikulirala Hannah Arendt. Hannah Arendt, ki je imela tudi to posebno možnost, priložnost, da je tako rekoč iz prve roke lahko poročala o Eichmannu, o sojenju Eichmannu, da je napisala knjigo o sojenju v Jeruzalemu, da se je tako rekoč srečala z človekom, s katerim se je silno bilo težko srečati, in dobila vpogled v takega zločinca, kot je bil Eichmann, in seveda se naučila, kaj lahko na podlagi takih srečanj, takih spoznanj, pove človeštvu. Hannah Arendt je res ena izjemnih, izvrstnih filozofinj, ki je povedala nekatere zadeve na tako dober način, da je danes, desetletja pozneje, se vredno k njim vračati. In to bom danes tudi naredil. Najprej torej Hannah Arendt in nekatere njena razmišljanja o problemih, za katere trdim, da so ontološki, da predstavljajo ontološki izziv za vsakega človeka, zlasti v obdobju, v katerem živimo mi. Se pravi, v obdobju pandemije, v obdobju, v katerem se smiselno zastavlja vprašanje, kaj pa, če se nekaj bolj dramatičnega dogaja z našimi življenji v kapitalističnem svetu, kot pa se zdi na prvi pogled, ko bi človek lahko rekel, ok, prej ali slej bomo vsi cepljeni, virus bomo premagali, mnogi politiki recimo tako rekoč vsak dan govorijo o tem, in potem bo spet vse v redu ali pa bo vsaj normalno, tako kot je bilo. Kaj pa, če ne bo? Vprašanje je dober izziv, zlasti seveda v sklopu takih predavanj, ki se jih lotevamo letos. Temeljna ideja, ki jo želim izpostaviti, o kateri Hannah Arendt razmišlja tako rekoč vse svoje življenje, je tale. Ko ljudje kot racionalna bitja v vsakdanjem življenju razmišljajo, kaj narediti, ko razmišljajo o svoji prihodnosti, najbrž se strinjate z menoj, da v tem času
zelo veliko počnemo natanko to. Zlasti seveda si želimo, da bi bila prihodnost normalna čim prej. Torej, ko tako razmišljamo in se skušamo razumno odločati, imamo pred seboj vedno znova tale izziv. Mnogo pred Hannah Arendt je o njem spregovoril Freud, še pred Freudom pa vsaj Hegel, da ne bomo šli še dlje v preteklost. Kaj je temeljni strukturni izziv vsakega odločanja človeškega bitja v kateremkoli času? Temeljni strukturni problem oziroma izziv je, da je prihodnost radikalno nepredvidljiva. Da v trenutku, ko se poskušate odločati za nekaj, saj nečesa nikoli ne morete dobro vedeti. Česa torej ne moremo nikoli vedeti? Ko se odločimo in nekaj naredimo skladno z lastno odločitvijo, ne moremo vedeti, kakšne vse bodo posledice naše odločitve, ne samo na druge ljudi, ampak tudi na nas same. V tem smislu in natanko v tem smislu je prihodnost, kot pravimo v žargonu, vedno odprta, nedoločljiva je. Na noben način ne moremo na začetku, preden se odločimo, ušteti vseh posledic našega odločanja oziroma vedenja, ki sledi našim odločitvam. Posledice, kot bi rekel Freud, bomo lahko do dobra razumeli šele za nazaj. Spravi, kasneje, s pomočjo analize, s pomočjo refleksij, za nazaj. Zato med drugim Freud reče, da je eden od nemogočih poklicev tudi vzgajanje mladih ljudi in nikoli ne morete biti prepričani, da vam bo uspelo, oziroma Freud še bolj zaostri in reče, pravzaprav ste lahko že vnaprej prepričani v neuspeh. To je parafraza temeljnega Heglovega vpogleda v strukturo realnosti človeških bitij. Zato se nujno dogaja dvoje. Eno je, da bodo posledice naših odločitev, vsaj v določeni meri, tudi slabe, negativne, take, ki se potem zanje upravičujemo, to v vsakdanjem življenju ljudje spontano počnemo, ko rečemo, saj nisem tega mislil. Heglov oziroma Freudov oziroma odgovor Hannah Arendt bi bil, seveda nisi mislil tega, saj sploh nisi mogel misliti tega, nisi mogel vedeti, da bodo posledice tvojih dejanj tudi take in take. In v tem je seveda nekaj precej dramatičnega, kajti v vsakdanjem življenju se odločati moramo. In upam, da je tudi iz tega zornega kota videti, kako prekratki so recimo psihološki nasveti ljudem, kaj naj naredijo za zmanjševanje negativnih učinkov pandemije in tako naprej. Vseh negativnih učinkov kratko malo ne moremo ušteti. Nekaj malega seveda lahko, več kot toliko pa ne. In druga zadeva, ki se nam nenehno nujno dogaja, je, da se bo v prihodnosti, ki je odprta, zgodilo nekaj nepričakovanega in nekaj novega. Nekaj, na kar preprosto ne moremo računati vnaprej. In seveda v tem smislu smo lahko optimisti. Če smo v onem prvem do določene mere seveda lahko pesimisti, ne moremo čisto natančno vedeti, kakšni bodo učinki naših odločitev, smo pa v tem smislu odprtosti realnosti pa lahko optimisti. Ampak ne spet prehitro sklepati in reči, ja, saj to nam vsak dan pripovedujejo, cepili se bomo, korono bomo obvladali, pandemije ne bo več, rast, produktivnost bo rasla, industrija bo spet delala. To je prekratko. Tudi če je vse to res, se s tem še nismo dotaknili te ontološke ideje o možnosti popolnoma novega, nepričakovanega
pa naj gre za oblike vedenja, za razmišljanje, za skupne oblike življenja, tako dalje, tako dalje. Zato Hannah Arendt, preberite karkoli od tega, kar je napisala, pa se prepričajte, nikoli ne daje nikakršnih predlogov, nikakršnih nasvetov, oziroma celo je radikalno proti temu, kako naj bi ljudje v prihodnosti živeli in tako dalje. Čeprav je zelo tempting, je zelo izzivalno, zdi se, da ljudje nenehno pričakujemo, da nam bo kdo kaj povedal, kaj naj naredimo, katere nasvete od strokovnjakov, češ, saj strokovnjaki vedo. Do določene mere že, ampak več kot to pa preprosto ne, zaradi torej strukturne odprtosti sveta. In jasno, ta strukturna odprtost sveta je optimistična zato, ker lahko računamo, ne moramo pa tega izsiliti, da se bo zgodilo nekaj novega, kar bo omogočilo nove, drugačne oblike življenja, tega, kar imamo lahko ljudje med seboj. Tem je ontološki temelj tega, o čemer smo že govorili, ko smo govorili o kreativnosti telesa in ko smo govorili o kognitivni kreativnosti. To je bilo zadnjič. Naslednja ideja ali pa tema, do katere bi se rad pribil, da bi zaokrožil to začetno idejo o povezanosti idej zdravja, blagostanja in sreče, je sam koncept univerzalnosti sreče. Namreč, zakaj je mogoče govoriti o univerzalnosti sreče? Zakaj ne ostanemo pri tem, kar nam je blizu? Vsak človek je svoje sreče kovač, vsak človek je drugačen od vsakega drugega, vsak človek pač najde srečo v določenih zadevah, ki so samo njemu ali pa njej blizu. Zakaj je to tako razmišljanje, čeprav je spet privlačno, prekratko? Zakaj lahko govorimo o univerzalnosti sreče? O univerzalnosti sreče lahko govorimo zato, ker je ne samo vsak človek drugačen od drugega, ampak je tudi nujno v luči prej povedanega odprt, se pravi nedoločen. Identiteta posameznika je ravno tako nedoločena, kot je nedoločena prihodnost sveta. Zato je možno, da preskočimo, če lahko tako rečem, od instance, ki jo imamo v vsakdanjem življenju zelo radi in jo branimo in jo negujemo in se zanašamo na nje, to je instanca jaza k subjektu. Od jaza k subjektu. Nasveti psihologov in strokovnjakov in tako naprej se ne nanašajo na subjekt, na človekovo zmožnost za univerzalnost, ta zmožnost se imenuje subjekt, ampak se nanašajo na jaz, na to, kar imamo ljudje pač zelo radi. Problem z tem pa je, da je jaz vsakega človeka navajen, ker je nastal znotraj vsakdanjega življenja, na tole. To je ena od temeljnih Freudovih idej, ko je začel razvijati psihoanalizo. Na kaj je navajen jaz? Zakaj se tako oklepa starega, rutin, tega, na kar je navajen, lastne domnevne identitete in tako dalje? Navajen je na zadovoljstvo. Navajen je na določeno mero ugodja. Vsakdanje življenje je zato, ker ljudje pač kot jazi poskrbijo za to. Je polno tega, čemu rečemo povprečno zadovoljstvo. V vsakdanjem življenju je posamezni jaz povprečno zadovoljen. In zato vam tudi lahko mirne duše reče, če ga povprašate o tem, pa rekel, življenje je malo gor, pa malo dol, ampak v povprečju smo pa še kar zadovoljni. In seveda nasveti, kako se obnašati, kaj narediti, zlasti v času pandemije in tako dalje, se nanašajo na to povprečno zadovoljstvo. Pravi, to so nasveti, to so predlogi, kako to povprečno zadovoljstvo ohraniti, oziroma ga morda še celo malo povečati. Subjekt kot zmožnost za univerzalno, s tem nima nobene resne zveze.
Zato govorimo o subjektu kot figuri odprtosti. Zapravi, kot tisti figuri, ki nam pomaga misliti, kaj pomeni, da je človek zmožen ne za ohranjanje povprečnega zadovoljstva v življenju, na katerega je že navajen, ampak za nekaj novega. In kaj bi to novo lahko bilo? Trdim, da je čas, v katerem živimo, tudi ali pa morda zlasti zaradi pandemije, nova priložnost, nov izziv za to, kar imenujemo v psihoanalizi revolucionarnost želje. Revolucionarnost želje nima nobene zveze z povprečnimi vsakdanjimi zadovoljstvi, ki jih omogočajo različni predmeti, različne dobrine, različno blago, različne storitve, vse to, kar pač ljudje lahko drug drugemu damo, kar lahko kupimo in tako dalje. Vse to je namenjeno povprečnemu zadovoljstvu. Revolucionarnost želje, kot pravimo, je v nečem drugem. Revolucionarnost želje je iznajdba nove oblike življenja, je posledica zmožnosti za odločanje, ki ni ujeto v strah pred prihodnostjo, zaskrbljenost, med drugim tudi zaskrbljenost zaradi tega, kar pravita Hegel in Freud in Hannah Arendt tudi, da ne moramo ušteti vseh posledic lastnih odločitev. Revolucionarno želje je pogumna drža, ki se s to zaskrbljenostjo sploh ne sreča. Možnost iznajti nove oblike življenja je možnost, da človek postane srečen. Sreča je v radikalnem nasprotju z zaskrbljenostjo, anksioznostjo, stresom, je v nasprotju oziroma je na drugem koncu kot vsakdanje povprečno zadovoljstvo in tako dalje in tako dalje. To ne smemo reči, saj sem še kar zadovoljen, pravzaprav sem tudi malo srečen. Ne, prava sreča je, kot spet pravimo malo v žargonu, v užitku, ki spremlja iznajdbo nove oblike življenja, novih načinov medsebojnih odnosov, novih načinov, kako uporabljamo nove besede, nove besedne zveze za recimo razumevanje tega, kar imamo ljudje med seboj. Kar pomeni, da smo že zdaj zelo na dobri poti, da rečemo tole. Blagostanje posameznika, v tem je neka zanimiva paradoksnost, blagostanje, well-being, blagostanje je pravzaprav zavezano enemu tveganju, da odkrijemo, ustvarimo novo obliko skupnega življenja. Blagostanje ni v tem, da vsak dan delamo vaje iz joge, čuječnosti in meditiramo, poslušamo prijetno glasbo, pijemo čaj, se prehranjujemo zdravo in tako dalje. Sreča s tem dejansko nima nobene resne zveze. In blagostanje, kot sem že rekel uvodoma, blagostanje je neločljivo povezano z užitkom, ki ga prinaša poskus iznajti nekaj novega. Kako to izgleda ali pa kako to opazimo na najbolj banalni vsakdanji ravni? Ko recimo pride nekdo v analizo, prej ali slej trči ob tole vprašanje. Nek odnos, v katerega sem vpleten ali pa zapleten, oziroma nek odnos, ki ga imam z enim drugim človekom, je tak, da nisem ravno dovolj zadovoljen z njim. Prinaša mi določene frustracije, rad bi se nekam premaknil ali pa nekam premaknila, ta odnos se samo vrti, nikamor ne gre, kaj ne naredim. Seveda najslabše, kar bi bilo, je, da postane psihoanalitik, psiholog in reče, ja, vam dam nekaj konkretnih nasvetov, v 3 korakih, kako naredite, da boste. Ne, analitik na to ne odgovori. Zakaj ne odgovori?
Zato, ker ve, da človek, ki je ujet v tak odnos, ki ga do določene mere frustrira in bi rad nekaj naredil, da bi izstopil iz takega odnosa, zlepa ne bo izstopil, ampak bo poskušal narediti znotraj okvira, v katerem ta odnos sploh lahko obstaja, čisto vse, da bi odnos ostal tak, kakršen je. Čeprav je nasproti seveda z njegovo izrečeno željo, čeprav je njegova želja, da bi se nekaj spremenilo. Govorim o želji. Rekel sem pa ravno kar. Ko govorimo o želji, govorimo o revolucionarnosti želje. Ne govorimo o tem, da bi človek znotraj danega okvirja nekaj popravil, nekaj naredil, zato da bi se odnos spremenil. Ne, revolucionarnost želje pomeni, da iznajdeš nov odnos. In seveda nikjer ne piše, da bo drugi človek, s katerim imate tak odnos, da bo temu sledil. Nikjer ni nobenega zagotovila, kaj ti iznajti nov odnos pravzaprav pomeni odpreti, lahko bi celo rekel, ontološko odpreti polje, znotraj katerega so medčloveški odnosi možni. Ker pa smo navajeni skozi instanco jaza, da so naši odnosi znotraj naših okvirjev, naših eksistenc, taki, kakršni so, ker smo navajeni na nje, v resnici ne želimo izstopiti iz takega okvirja. Zato naivno verjamemo, da je mogoče nekaj popraviti znotraj, nekaj spremeniti in ne vemo, da smo zmožni za revolucionarno željo, da smo zmožni biti subjekt in da smo zmožni iznajti nov odnos. Se pravi, ko človek reče, joj, kaj ne naredim, v resnici ne reče, ali lahko iznajdem nov odnos, ker odgovor bi bil, seveda ga lahko, ampak reče, jaz bi rad ostal tam, kjer sem. Sam naj se malo nekaj spremeni. Temu rečemo magično razmišljanje. Ljudje v vsakdanjem življenju pogosto magično razmišljajo, kar pomeni, da nekako verjamejo, da se bo nekaj zgodilo kar samo od sebe. Ko govorimo o sreči, razgalimo nemoč takega magičnega razmišljanja. In seveda lahko se zgodi, v analizah praviloma tudi se, da človek nekega dne vendarle, ne da bi slišal kakšen nasvet od analitika, nekaj spremeni v svojem življenju. In kaj spremlja to spremembo, pa če še tako drobna? Občutek sreče, pa če je še tako kratek. Zaradi mene lahko traja 1 minuto. Občutek sreče, ki je v užitku tega, kar pravimo v psihoanalitičnem žargonu, nova forma življenja, nova oblika, naprimer medsebojnih odnosov. Seveda je tak trenutek, je ponudba. En človek, tak nov odnos, ponudi drugemu človeku in nikjer ne piše, da bo ta drugi človek to sprejel. V tem je kar določena frustracija, do katere človek pride, ko sicer uživa v lastni zmožnosti za novo, hkrati pa ta užitek spremlja zavest osamljenosti, oziroma občutek samotnosti, da je on sicer zmožen, da pa drugi ljudje, naprimer posamezniki, ki so mu najbližji, ne želijo slediti ali pa ne želijo sprejeti te ponudbe. Ponudba, ki jo posameznik oblikuje, pravzaprav pomeni tole: tudi ti si zmožen preiti od te instance, ki se jo tako zelo oklepaš in se imenuje ego, k neki drugi, ki se imenuje subjekt. Zdaj pa bi rad končno ilustriral oziroma komentiral dva matema, ker nekaj časa že govorim o tem,
da bom to storil, zdaj pa končno tudi bom. Spregovoril bom o dveh matemih. Zakaj ravno o matemih? Zato, ker sem že prej na kratko rekel, da je zelo prodorna ideja o naravi matemov, tisti Lacanov zapis, da so matemi v resnici vzvodi univerzalne prenosljivosti, se pravi, zmožnosti človeka, da preskoči, preide iz enega okvirja v drugega, iz ene instance, naprimer ego, k drugi, naprimer subjekti in tako dalje. Zato se je tako smiselno ukvarjati z matemi, so zelo preprosti zapisi, enega smo že zadnjič vsi pogledali parkrat, to je matem fantazme, ki nam pove, v kakšnem razmerjih so posamezniki kot subjekti in objekti želje. Danes spregovorim še o enem matemu, oziroma o dveh. Na zaslonu sta dva zelo preprosta, logična zapisa, ki ju imenujem. Torej, na zaslonu imamo dva preprosta, logična zapisa in 25 minut časa, da lepo v miru oba komentiramo. To, kar bi najprej rad izpostavil, še enkrat, je tole. Ko razmišljamo o koronavirusu, pandemiji, nasvetih, kako premagovati izoliranost, samoto, kaj narediti, kako ohraniti duševno stanje, premagovati depresijo, kako biti bolj zdrav, basically, kako ohraniti psihična ravnovesja, zmanjševati stres, anksioznost itd. Ko govorimo o vsem tem, ko poslušamo strokovnjake, kolikor že poslušamo je bistveno premalo in bistveno premalo nam povedo, je dobro imeti pred seboj ta dva preprosta, logična zapisa. In gremo kar po vrsti. Že čist na prvi pogled vidite, da se zapisa ločita samo v enem elementu. 4 elementi so, 4 znaki, 4 črke so na vsakem matemu in samo ena drobna sprememba je, če pogledate levo spodaj, kjer je veliki S, pri analitiku imate S2, pri sofistu pa S1. In to je vsa razlika. Vsa razlika. Zelo drobna, manjša pravzaprav ne more obstajati. In to mi zelo všeč. Se pravi, če parafraziram ta logični zapis, bi rekel prvič, zelo drobna razlika v vsakdanjem življenju ima lahko dramatične, daljnosežne posledice v načinu, kako živimo, kako razmišljamo, kako čustvujemo, kako doživljamo in tako dalje, v kakšne medsebojne odnose vstopamo. Se pravi, ni treba nobenih velikih zgodb, ne vem kakšnih nasvetov, 10 korakov, 12 korakov, 7 korakov, ne vem katerih priročnikov, ne vem kakšnih podrobnih analiz. Zelo pomembno. Seveda govorim o nečem, kar sem zastavil čisto na začetku, ko sem zastavil eno vprašanje, če se spomnite, ko sem rekel, kaj pa, če se danes nekaj z našimi življenji dogaja na čisto elementarni, osnovni, ontološki ravni naših eksistenc. Ne samo na površju ali pa v enem delčku naših eksistenc, zato ker je vstopil v naše življenje virus in tako dalje. To je bilo moje začetno vprašanje. In zdaj se vračam k njemu. Ja, kaj pa, če se to dogaja in se lahko zgodi drobna sprememba, bodisi na ravni enega posameznika, ki spremeni nekaj v svojem vsakdanjem življenju, ali pa na obči ravni, ko se ljudje organizirajo, najdejo način, kako se poenotijo, združijo ali kaj podobnega in naredijo kakšen poskus. Naprimer, zdaj poteka natanko 10 let od arabske pomladi. Tak poskus je bil pred 10 leti. Kaj torej, če smo danes v podobnem položaju ali pa morda še malo bolj dramatičnem
in je za nas to, o čemer zdaj govorim, zelo, zelo pomembno. Torej, drobna sprememba. Prvič. Zdaj pa gremo pogledati, kaj ta dva zapisa pomenita. Gremo najprej k desnemu. Zakaj gor piše sofist? Že čisto na začetku, danes sem na kratko pokazal, nisem sicer o tem spregovoril, ampak lahko zdajle. Vsi vemo, kako paradoksen je bil en zapis, s katerim se je soočil Sokrat, oziroma zapis, izjavo, kajti orakelj naj bi rekel, naj bi izjavil, da je Sokrat najmodrejši. In ko Sokrat sliši za to izjavo, reče no way, ni šans. Orakelj se moti. Čeprav v stari Grčiji seveda je veljalo, da se orakelj nič ne moti. Ampak Sokrat je bil, ampak to je zelo pomembno. Sokrat je bil pravzaprav predrzen, ne, in je rekel, lej, ne, jaz pa ne verjamem. Ne verjamem, da sem jaz najmodrejši in moj dragi orakelj, to bom tudi dokazal. In narodi se filozofija. Kako Sokrat, in malo preidem k temu, zakaj tukaj gor piše sofist, kako Sokrat zastavi svoj projekt. Kaj naredi? Že takoj na začetku, tukaj se moramo ustaviti, že takoj na začetku, ko ugovarja oraklju, Sokrat naredi drobno spremembo, ki je bila popolnoma nepričakovana. Namreč, lahko bi rekel, tako kot bi kakšen drug prebivalec Aten v tistem času rekel, ja, tradicionalno velja, da ima orakelj vedno prav, torej, če orakelj pravi, da sem najpametnejši, verjamem, da je to res, torej sem najpametnejši in Sokrat bi se lahko svetil ali pa bleščal v siju tega, kar je rekel orakelj, njegovi someščani bi enako seveda verjeli v orakelj, saj tudi so, in bi rekli, o, sveti, dragi, ne vem kakšen že Sokrat, ti si res najmodrejši, kako pa to vemo? Ja, orakelj je to rekel. Lahko bi bilo tako, pa ni bilo. Sokrat reče, jaz pa ne verjamem. Seveda danes bi že lahko potegnili vzporednice, ne, pa bi rekli, ja, ampak se ne obnašajo podobno tudi tisti, ki zanikajo podnebne spremembe, ki zanikajo virus, smrtonosnost virusa. Ne, tudi slučajno se ne obnašajo tako. No, ampak ne bomo zdajle tega analizirali, gremo naprej. Torej, na začetku imamo drobno razliko. Vemo tudi, da je Sokrat zelo pogosto, zelo resno izzival v razprave, filozofske debate tudi ljudi, ki so bili takrat čislani, ki so bili ugledni, ki so bili tudi dobro plačani za svoje početje, in to so bili sofisti. To so bili sofisti in Sokrat jim je očital, da pravzaprav zavajajo ljudi, da jim prodajajo meglo, da govorijo tako spretno in tako dobro, da se ljudem zdi, da so modri, ampak on, Sokrat, pa ve, da niso, ker jih je razgalil. In je seveda to tudi vedno znova na atenskih trgih in ulicah počel in sofisti so ga torej sovražili, ker jih je razgaljal. Zato piše na tem matemu na desni strani sofist. Namreč, kaj Sokrat sofistom dokaže, hkrati pa precej paradoksno dokazuje, da ima orakelj vendarle prav, da je ravno on s svojimi večnimi vprašanji in provokacijami in izzivi dejansko moder. Sofisti, ki pa trdijo, da so modri, pa ravno niso, ker se izkaže skozi razprave s Sokratom. Če pogledamo torej ta matem sofista zelo podrobno in vidimo, da imamo levo stran in desno stran. Na levi strani imamo zgoraj malo črko A, pod črko A imamo S1, označevalec, ko se temu reče S1. Zdaj, kaj je mali a? Kaj označuje? Označuje objekt želje.
In že vemo, da smo spregovorili nekajkrat o imaginarnih scenarijih, ki se imenujejo fantazme, in skozi fantazme ljudje gledamo svet, opazujemo, doživljamo, interpretiramo in tako dalje. To so imaginarni scenariji, znotraj katerih ima objekt želje zelo pomembno vlogo. Objekt mali a je namreč lahko katerikoli objekt želje, ki si ga pač zaželimo, ki ga ustvarimo. In ker ga želimo, seveda težimo k njemu, ga želimo ohraniti, ga želimo imeti in tako dalje in tako dalje. Pod A, pod malo črko A, je označevalec S1. Preden pridemo do tega, kaj je S1, si poglejmo puščico, ki od A kaže k temu dolarskemu znaku, in takoj se boste spomnili, da je to obratno razmerje, kot je tisto v temu fantazme. Fantazma se zapiše kot dolarski znak in je na desni strani objekt mali a. Tukaj je ravno obratno. Na levi je mali a in na desni je dolarski znak, ki je subjekt. Preprosto rečeno, sofist, ko nastopa pred ljudmi, se naslavlja, zato ta puščica, na ljudi kot subjekte. Zato je tam dolarski znak. In učinek njihovega delovanja, njihovega govorjenja, njihovih predavanj in tako dalje je vednost. Zato je spodaj pod dolarskim znakom S2. Znanje, to je znanje, vednost. Vsak šolar ve, kaj to pomeni. Hodi v šolo, učitelji imajo veliko znanja, učitelji se naslavljajo na učence, prenašajo nanje znanje, nekaj ustvarjajo, zato govorimo o produkciji, in na koncu učenci znanje S2 tudi imajo. In ker ga imajo, ga recimo učitelji lahko tudi preverijo in tudi ga. In ga lahko tudi ocenijo in tudi ga. Okay. Se pravi, je v šoli veliko sofistike. Ali, če hočete, produkcije, proizvodne znanja. Potem pa pride Sokrat in reče, počas, meni tukaj nekaj ni všeč. Zadeva ni tako preprosta, kot bi jo vi lahko prikazali. Nekaj meni tukaj smrdi. Jaz bi rad nekaj spremenil. In zdaj gremo k levemu matemu, kjer piše analitik. Lahko bi pisalo tudi Sokrat. Lahko. Ampak piše analitik. Zdaj ni pomembno, zakaj. Pomembno je to, kar sledi. Rekel sem že prej, matem analitika ali analize je tako rekoč popolnoma enak kot matem sofista, razen spodaj vidimo eno drobno, rekel sem, drobna razlika, vidimo S2 pa S1 sta zamenjena. Kaj to pomeni? To pomeni tole, lejte. Sofist ustvarja znanje, o tem ni nobenega dvoma. Vendar to znanje ustvarja tako, da tudi če tega ne reče, vemo, da je tako. Se obnaša, kot da znanje ima. Se pravi, sofist deluje znotraj nekega okvira, o tem okviru ne govori in iz tega okvira se znanje, kot iz ene skrinje, prenaša v drugo skrinjo oziroma med ljudi, ki jih sofist nagovarja. Zato sofist je upravičeno prepričan, da on znanje ima. In tudi v šoli pedagogi in drugi tudi teoretiki vedno znova trdijo, da učitelji prenašajo znanje, ki ga imajo, v glave učencev. To je spontan občutek vseh,
ki so ujeti v ta matem. Medtem ko imamo pa pri analitiku spodaj, vidite, ne S1, to je ta okvir, to je ta zaboj, iz katerega sofist jemlje znanje, analitik ima pa spodaj S2, to pa ni okvir, ampak je možno znanje, potencialno znanje. On nima tega znanja, to je potencialno znanje, znanje, ki bi ga lahko artikulirali. V tem je vsa razlika med sofistom in analitikom. Analitik zato ne reče, da ima znanje. In Sokrat iz istega razloga reče, ni res orakel, da sem najmodrejši ali da imam največ znanja. In vsi veste, da Sokrat decidirano reče še nekaj, jaz sploh nimam znanja. Jaz trdim, da ničesar ne vem. To so Sokratove besede. In enako trdi analitik. Jaz nimam kot analitik nobenega znanja, nimam ga strogo vzeto. Zastopam pa možnost produkcije znanja. Zato je na mestu produkcije na desni strani ima tema analitika S1. Se pravi, medtem ko sofist trdi, da ta S1 ves čas že ima v svoji malhi in ga zdaj prodaja drugim, analitik pravi, jaz ga pa nimam, ampak učinek delovanja analize ga pa proizvede. In ko ga proizvede, oba, in analitik in tisti, ki je v analizi, rečeta, proizvedla sva znanje. Sofist ne reče, midva z učencem sva proizvedla znanje, ampak reče, jaz sem ga ves čas že imel, jaz sem samo prenosnik. Se pravi, sofist v resnici ničesar ne ustvari, nastaja pa vtis, kot da ustvarja. Medtem ko Sokrat oziroma analitik ustvarja vsak dan znova znanje in to znanje iz virtualne oblike prehaja v pač konkretno obliko, ki jo lahko zapišemo, shranimo v obliki predavanja, tako kot je tole in tako dalje. Zato se Sokrat / analitik ne pripravlja na to, kar bo povedal, medtem ko sofist doma naredi natančen seznam vsega, kar bo potem prenesel učencu, na primer. Zato je analitik. Spomnite se začetnega razmišljanja ob Hannah Arendt, Hegelu in Freudu, ko smo spregovorili o tem, česar človek ne more vnaprej ušteti. Ne more ušteti učinkov lastnega odločanja, lastnega početja, lastnega razmišljanja in tako dalje. Sofist poskuša narediti ravno to. Zato se pripravi, zato je njegov nastop sfriziran, vnaprej je lahko v sekundo določen, kaj bo povedal, na kakšen način bo povedal, kdaj bo in tako dalje, in tako dalje. Sokrat pa zjutraj vstane, gre na trg, povabite prvega človeka in reče, jaz bi rad s tabo kaj, če bi ga parafraziral. Jaz bi rad s tabo proizvedel kaj znanja, ker jaz ga nič nimam, ker trdim, da nič ne znam, če pa bova nekaj časa kramljala in to na dober način, bova proizvedla, ustvarila bova znanje. No in to, kako lahko ustvarimo znanje, nam pomaga misliti vse to, kar sem prej govoril, ko sem poskušal artikulirati človeka kot subjekt
ki je zmožen za novo. Analitik in Sokrat kot filozof delujeta na tak način. Verjameta, da sta zmožna ustvariti nekaj novega. In to novo je lahko novo znanje, lahko je nov način doživljanja sveta, lahko je nov način, kako ljudje vstopajo v medsebojne odnose, lahko je nov način, kako si organizirajo skupno življenje in tako dalje in tako dalje. Sofist pravzaprav ne pove ničesar novega. Res je, da je za učenca tisto, kar pove nekaj novega, ker se seveda prvič s tem sreča. Ampak če sofista poslušate 5. ali pa 10., boste govorili, da govori natanko isto. Zato se nekateri učitelji recimo tudi držijo svojih zapiskov in berejo zapiske. Kar pomeni, da je res, ampak dobesedno vedno isto. Če greste eno akademsko leto poslušati takega profesorja, ki bere zapiskov, in greste drugo leto istega profesorja poslušati, ki bere iz enakih zapiskov, vi dobesedno slišite isto. Tako. S tem bi jaz za danes svoje razmišljanje sklenil in se vam seveda zahvaljujem za vašo pozornost. Do naslednjič. Če pa ima še kdo kaj za komentirati ali pa dodati ali pa kaj takega, pa prosim. A veste, kaj vas bi vprašala? Rečete, ustvariti znanje. Sokrat gre na trg in pocuka za rokav človeka. Ja. Okej, torej, če greste vi zdaj na trg, pocukate človeka, neki pogoji morajo biti izpolnjeni, saj znanje ne bo prišlo kar iz zraka. Torej, na podlagi česa pride potem recimo do res nekega produktivnega pogovora? Verjetno ne bi bil vsak človek, ki bi ga pocukali, ne bi mogli z njim producirati nekaj novega, recimo znanja ali pa v tem smislu. Lahko, če bi bil ta človek pripravljen, voljan opustiti to, kar sem prej govoril, svoje ego, identiteto, povprečna zadovoljstva v življenju, na katere je navajen, rutine in tako naprej. Če bi bil pripravljen postati subjekt, kot pravimo, potem ja. Ker je produkcija, proizvodnja znanja logični učinek takega medsebojnega odnosa med dvema človekoma, na primer med Sokratom in katerimkoli prebivalcem, na primer Aten. Če pa ta drugi človek ne bi bil pripravljen na kaj takega, potem pa ne gre. In ta nepripravljenost, tako kot ste rekli, nima nobene veze z vednostjo. Torej, ne rabiš imeti že neke vnaprejšnje vednosti, da se lahko z nekom pogovarjaš. Torej, rabiš imeti samo to ontološko odprtost. Natanko to je tudi ideja, ki jo je v knjigi Nevedni učitelj zapisal Jacques Rancière. Nevedni učitelj je naslov knjige, ki že sam po sebi to pove. A ni naslov knjige pomenljiv? Kako je lahko nekdo učitelj, če pa neveden? Ampak Sokrat pravi isto, jaz nimam pojma. Jaz nimam pojma o ničemer. Ampak vsi ga danes upravičeno prepoznavamo kot velikega učitelja. Ker v čem je to, kaj je bistvo tega, kar počne Sokrat ali pa recimo analitik v analizi? Vzemimo analizo. Pacient, ki pride v analizo, seveda s sabo nosi cel kup znanja. Hodil je v šole, zaradi mene ima lahko diplomo, je strokovnjak na svojem področju, ki ima poklic. Okej, ima cel kup znanja. Analitik pravi, super. In kaj je prva stvar, ki jo analitik ponudi? Govorimo o ponudbi.
Analitik ne ponudi, tako kot sofist, znanja. Analitik ne reče, ok, vem, kakšni so vaši simptomi, vem, kakšno je vaše trpljenje, vem, kakšne so vaše težave, jaz imam znanje, vam bom povedal, kako se tega znebite, znanje bom prenesel na vas, vi ga boste imeli in ga boste uporabili in bo delovalo. Analitik ne reče nič od tega, ampak kaj reče? Analitik povabi pacienta k pogovoru. Tako kot Sokrat povabi prebivalca Aten. Vi kar pripovedujte, ker imate znanje, karkoli. Ampak Sokrat / analitik se hoče prepričati, da je tisto, kar prebivalec Aten / pacient pove, da ima rep in glavo, da je to res konsistentno, da je razumno, da je logično in tako dalje. Zato zastavlja dobra vprašanja. Sokrat nima nobenega znanja, zato ga tudi ne ponuja. Postavi pa vprašanje. In potem, ko dobi odgovor, sklepa, a je ta odgovor dober ali ne, sklepa, kakšne so logične posledice tega, kar je človek povedal. In ker zna misliti, ne pomeni, da ima znanje, zna misliti, govorimo o čisti formi. Zna sklepati in seveda lahko pripelje ideje, ki mu jih je človek dal, ko je govoril o sebi. Te ideje lahko recimo pripelje do logičnih, absurdnih posledic in reče, ja, tole pa lih ne pije vode, tle ste se pa malo zmotili, tole pa ni res. Ne zato, ker jaz vem, da ni res, ampak zato, ker se je logično izkazalo, če dam zelo tak trivialen primer. Nekdo reče, da je dober zidar. In Sokrat reče, jaz pojma nimam o zidarstvu. Ali mi lahko poveš, kako se postavi en dober trden zid? In ta človek začne razlagati, kako se ta zid postavi. In recimo, da med drugim reče, da bo ta zid, ki ga bo postavil, stal, če bo zložil opeke, naprimer, eno na drugo. Na kar Sokrat reče, ja, kaj pa, če zapiha veter s hitrostjo 150 km/h, ali bo ta zid zdržal pritisk? In zidar reče, ja, po moje bo. Na kar reče Sokrat, kaj pa, če bi se midva prepričala? Narediva eksperiment. To danes recimo počne znanost. Naredita eksperiment in eksperiment, na primer, dokaže, da se zid pri 150 km/h podre. Ne Sokrat, eksperiment dokaže. Ali pa recimo tema, ki je zelo priljubljena pri mnogih ljudeh. Nekdo naredi z telefonom nočni posnetek, na katerem so 3 lučke. In reče, lej, NLP. Sokrat reče, jaz nimam pojma o NLP-jih, o ničemer, nisem prepričan, da so to res NLP-ji. Dokaži. In človek reče, ja ne, ampak glej, a ne vidiš, no, lej, tle so 3 lučke, nenavadne, ena je rdeča, ena je modra in tako naprej. In kaj reče Sokrat? Najprej pejva k enemu strokovnjaku za fotografije, pa naj on pove, pravi Sokrat, jaz ne vem, ampak on pa ve, ali je ta fotografija lahko posneta, ne vem, s Photoshopom, ali je sfejkana, ali kaj že. Naredita eksperiment. To so metafore za to, kar sem prej rekel, a veste, če je človek odprt, bo rekel, dragi Sokrat, se res, narediva eksperiment in se prepričajva.
Če je pa sofist, bo pa rekel, lej, ne, Sokrat, jaz že vem, da tako je. Ti, če mi pa ne verjameš, je tvoj problem. Ali rečejo ljudje v vsakdanjem življenju, sklicujoč se na svoj ego, na svoja prepričanja, pogosto kaj takega? Seveda rečejo. In Sokrat je seveda potem samo tiho in reče, ja, že, ampak lej, če ti nisi odprt, da bi eksperimentalno preverila tvoje trditve, pol nimava pogojev, da se pogovarjava, potem grem jaz k enemu drugemu. Ampak to sem že jaz prej rekel, če ta drugi ni odprt, potem se ne moramo pogovarjati. On samo vztraja, a ni tako tudi v vsakdanjem življenju, ko ljudje rečejo, povejo eno mnenje, pol pa ti rečeš, joj, jaz pa nisem prepričan, da je to res, a mi lahko utemeljiš svoje mnenje. In človek reče, ja ne, lej, tako je, no, jaz imam pravico do svojega mnenja. Ja, jaz sem te prosil, če ga lahko utemeljiš, saj nisem vprašal, a imaš mnenje, pravico ali ne. In če človek ni pripravljen, če samo vztraja pri svojem mnenju, je debate konc, še preden se sploh začela. Upam, no, da o tem govorimo, ne, o tej odprtosti, ne da, ja, jaz znanje imam, jaz imam doma diplomo, jaz vem, da tako je. Ja, pol ni dobene debate, pol je konc, pol smo vsi sofisti. Ne? Zakaj pa zagovarjamo potem sploh to odprtost? Zakaj pa pol ne rečemo, ja, lej, ljudje imajo znanje, imajo diplome, so strokovnjaki, pač že vejo, ne, če so tako rekli, pol že tako je. Ne zato, ker se ljudje lahko tudi motijo in se znanost nenehno spreminja, saj to vemo. Ne sam zaradi tega. Jaz sem danes spregovoril o eni ontološki, temeljni strukturi sveta, ne partikularni, ta človek se lahko zmoti, uni pa ne, ali pa en se večkrat zmoti kot drug. Svet je v osnovi odprt in zato je možno debatirati, razpravljati, da se ne bom zdaj ponavljal. Hvala. Prosim. Ok, zdaj pa že 10:04. Hvala lepa. Ok, jaz se vam zahvaljujem za tole. Zdaj, verjetno ste zaznali ali pa opazili, oziroma mogoče bo kdaj kdo kaj o tem povedal, mene resnično zanima, kako vpliva na vas to, kar jaz pripovedujem v teh srečanjih, kajti skušam biti tako kot Sokrat. Jaz sicer se vidite, da imam ene zapiske, ki si pripravim tale PowerPoint, ampak v resnici jaz želim govoriti in početi na teh srečanjih to, o čemer tudi govorim. Moja temeljna drža je odprtost do sveta. Jaz želim to odprtost tudi ohraniti. Zato moja predavanja nikoli ne bodo taka, kot so ljudje sicer navajeni, ne vem, v šoli ali pa na faksu ali pa kaj takega. Ne? Ker jaz nisem tisti, ki ima znanje v svoji malhi in vam ga predaja. Moj namen teh predavanj ni, da vam prenašam kakšno znanje. Moj namen je odpirati simbolni prostor in v njem vztrajati. Samo to, nič drugega. Ampak mogoče v tem kdaj drugič. Tako da zaenkrat se poslavljam od vas in vam želim vse dobro. Hvala lepa. Hvala na sodelovanje. Zdaj se nenadoma pokažejo obrazi in vsaj vem, kdo je tam za unimi kvadratki.